In prehajamo na tretjo točko. Seznanitev z letnimi poročili javnih zavodov v občini Kamnik za leto 2024. Letna poročila so objavljena na spletni strani občine Kamnik, predlagatelj župan, poročevalci pa dr. Tina Trček, Eva Cerar, Liljana Mastikosa, Pepca Podgoršek, Katarina Vegal in pa predstavniki javnih zavodov. Besedo ima poročevalka dr. Tina Trček, izvoli. Hvala, lepo pozdravljeni. Ja, tako kot vsako leto smo tudi letošnje leto pač predložili letna poročila javnih zavodov za leto 2023, za katera pač 17. člen statuta občine Kamnik določa, da se občinski svet z njimi seznani in jih obravnava. Letna poročila so kar obsežna, pripravili so jih pač javni zavodi sami. Tako da, če bo pač kakšno vprašanje, bomo odgovorili, vsakega poročila posebej pa pač ne bi predstavljali. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Ivanka Učakar. Hvala za besedo, gospod župan. Lepo pozdravljeni vsi. Kar nekaj let že spremljam sedaj poročila, ki jih dobimo. Kot je že poročevalka omenila, je to obsežno gradivo, pa se ga vendarle veselim, zato ker sem sedaj iznašla način, kako najti tisto, kar je res pomembno. Pri vsakem letnem poročilu je približno 3/4 tistega, kar je pravzaprav enako. In če si odprem poročilo od 2022, 2023, potem lahko natančno vidim, kje so tiste spremembe, kje so poudarki, kje je vsebina. In ko si na takšen način pogledam, ali sklop šol, ali vrtec, ali zavod za turizem, ali knjižnico in tako naprej, lahko zelo dobro spremljam, o čem razmišljajo, v kaj vlagajo, kako skrbijo, da pravzaprav in izobraževanje in šport in kultura nam dobro teče, da nam je dano nam vsem v, bom rekla, uporabo. In ko sem primerjala za prejšnja letna poročila in ta, pravzaprav vidim, da so zavodi trdni, da so direktorji in ravnatelji trpežni, jih ni korona premagala, jih ni poplava, 2 meseca ni bilo dogodkov, v jeseni se je spet že vse začelo, tako da mene veseli, da dobivamo te stvari na mizo, čeprav pravi sklep se seznani. Ja, ta seznanitev pomeni tudi potem ko razmišljamo o proračunu, lahko vemo, da je ta denar dobro naložen in ne gledamo samo kot, to je pa strošek. Ni strošek, je mnogo več, je aktivno življenje zavodov in zato vam vsem, ki ste tukaj, pa tistim tudi, ki jih ta hip ni tukaj, hvala, da dobro delate. In še druga zadeva, forma. Že iz forme, že iz urejenosti poročil vidimo, kdaj zavod začne bolje delati. To pa leti čisto konkretno na zavod za turizem. Če pogledam prejšnja poročila ali pa to poročilo, že iz tega se kaže, kdaj se stvari zares vzamajo. Hvala lepa. Hvala. Besedo ima Jože Korošec. Ni še. Aha, je. Ja, hvala za besedo in lep pozdrav vsem skupaj tudi v mojem imenu. Hvala vsem pač ravnateljem in pa direktorjem, ki so ta poročila pripravljali oziroma njihove službe. Imam pa samo eno konkretno vprašanje tle za osnovno šolo Toma Brejca. Ne vem, tam se pravi ta presežek nad odhodki, 8500 pregled zaklonišč, pa mi zanima, vse verjetno danes ne bom mogel tega odgovora dobiti. Nekaj velika cifra se mi zdi, pa glede na to, da je bila šola nova, ne, in ne vem, kako poteka ta pregled, je to, ne vem, je to samo nekdo pogleda ali vse to, kar še stvari merijo, dogajajo, ne vem, ampak
8500 evrov se mi zdi, ne vem, neka taka cifra za pregled zaklonišča velika, no pa mogoče kasneje bom dobil odgovor, no hvala. Prijavljen je bil še gospod Aleš Lipičnik, ne? A ste se prepoznali? Ali... Izvolite vsem beseda. Najlepša hvala. Glejte, jaz bi se pridružil mnenju kolegice, ki pravi, da so zavodi zelo velikega pomena za vsako skupnost. Nasploh javni servisi, ki so v katerem času, v katerem živimo, res ni naklonjen in so v bistvu vsi na nek način izpostavljeni nevarnostim, ki jih poskušajo na tak ali drugačen način zmanjšati njihov pomen ali pa celo tendence ukinjanja. Jaz bi edina stvar, ki bi jo pripomnil pri celi stvari, morda ta, da prav glede na pomen, ki ga imajo, da bi bilo mogoče zgolj kot forma primerneje, če bi se na sejah ukvarjali ne z vsemi letnimi poročili hkrati, pač pa mogoče z dvema na sejo, zato da bi se lahko o vsebini mogoče malo več pogovorili, pa dejansko prisluhnili težavam, ki jih imajo in na ta način mogoče kakšno stvar naredili še bolje kot zdaj. Sicer pa, kot sem rekel, hvala. Hvala. Besedo ima poročevalka gospa dr. Tina Trček. Izvoli. Hvala. Zdaj najprej hvala za vse pohvale in pobude, bomo prenesli tudi zavodom naprej. Bi pa samo na vprašanje gospoda Korošca odgovorila, ki se sicer nanaša na naslednjo točko, na presežke javnih zavodov, ampak kljub vsemu, Osnovna šola Toma Brejca mora v letošnjem letu izvesti pregled zaklonišča, strošek je visok. Ta pregled je šola dolžna oziroma pač tudi katerikoli drugi zavod ali pa ustanova izvesti na vsakih 10 let. Kaj vsebuje, vam točno ne vem zdaj povedati, lahko pač vam kasneje pisno predložimo, določa pa pač to zakonodaja. Šolo smo govorili tudi na to temo in dejansko je zelo težko tudi celo dobiti izvajalca za to. No. Jih je zelo malo na trgu, tako da so verjetno potem tudi temu primerne cene. Ne. Hvala. Hvala. Še kdo? Beseda ima Karla Urh. Lep pozdrav tudi z moje strani. No, tudi jaz moram pohvaliti te letne delovne načrte. Mogoče moje razmišljanje mogoče pa malo še drugačno. Ker šole to sprejmejo na začetku septembra, tam do 15. septembra se letni delovni načrti sprejmejo. Na občino je treba to predložiti do konec februarja. Mi smo pa to obravnavali danes, ko je že konec šolskega pouka. Ne. V bistvu meni se zdi to malo pozno, ker prihajam ali pa sem bila 40 let na tem vpeta in se mi zdi, no, da je mogoče malo pozno. Kljub temu, da so zelo dobro, tudi kot ste že ostali ugotovili, so se izboljšale forme in vsebina in ne podvajajo se kakšne nobolostične copy-paste zadeve, ampak kljub temu, no, jaz predlagam, da vseeno premaknemo to na kakšen prejšnji ali pa zgodnejši termin, ker konec šolskega leta oziroma že post festum se mi zdi, da je malo pozno. Hvala. Hvala, jaz bi samo upozoril, da gre za letna poročila, ne za letne načrte. Načrti so na začetku, poročila pa na koncu in poročila se predstavljajo potem, ko so dana na IPES in to je po koncu marca in potem se šele lahko tukaj obravnavajo. Tako da, ampak to je v kontekstu, gospod župan, zdaj ste me prekinul, a ne? Nisem vas, konc ste imeli časa in zaključili ste razpravo in se samo obrazložil, o čem bomo glasovali. Torej glasovali bomo o tem, da občinski svet občine Kamnik se seznani z letnimi poročili javnih zavodov za leto 2024, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje.
Za je glasovalo 25 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.